Pozdravljeni v novi sezoni oddaje Reflektor. V današnji oddaji bomo spoznali Nežo Žukovec, ki pri svojih 24 letih uspešno usklajuje več pomembnih življenjskih vlog. Je ljubeča žena svojemu možu Martinu in mamica deklici Emanueli. Poleg tega pa je še študentka specialne in rehabilitacijske pedagogike. Je tudi upraviteljica Instagram profila Študentska mama, kjer z drugimi deli dragocene nasvete tako o študiju, o materinstvu, o mladih družinah, o poroki in študentskem načinu življenja. Neža je torej za nas živi dokaz, da je to vse mogoče. Zahvaljujemo pa se danes tudi našemu sponzorju današnje oddaje, to je znamka Blagor, ki ponuja izdelke s katoliško vsebino. Naj tvoj dom izžareva mir, toplino in svetost. Vera, upanje, ljubezen. Blagor, izdelki za dušo. Tako, Neža in Martin, lepo pozdravljena v današnji oddaji. Živjo. Zdaj za začetek mi morda povejta, kako sta se spoznala, kako sta v bistvu začutila, da sta en za drugega. Jaz sem malo prej začutil kot Neža, sem jo mogel en cajt prepričevati na skavtih. Na skavtih sva se spoznala, ja. Meni je šel Martin takrat toliko na živce. Ampak sva se pol kar nekaj časa pogovarjala in pol sva že mogoče malo začutila, da sva za skupaj. Potem sem jaz takrat šla v gimnazijo, v dijaški dom. Tako da takrat potem sva malo prekinila s tem. Potem po enem letu sva pa spet se malo zbližala, no, sva se več začela pogovarjati. Tako da takrat sva potem začela, to bo zdaj 8 let je bilo že, 8 let pa pol približno nazaj. Ja. Jaz sem bil že na točki v življenju, ker sem iskal resno zvezo, v smislu, počas bi se poročil rad, ne? Od nekdaj sem imel idejo, da bi se rad mlad poročil. Mičkeno sva bila starostna razlika še v tistem cajtu in pa je bilo tako, Neža malo mlajša. Jaz nisem bil čisto ziha, a bova zdaj šla v isto točko, ne? Proti poroki, ampak se pol po nekem cajtu se je izkazalo, da si oba isto želiva, no, tako da sva kar orang zaštartala. Tisto v ta drugo, ne? Tisto v ta drugo je bilo zares. Tako da ja, skavti so bili pa povod, tako da skavti so krivi. Tako, moja sestrična me je zvlekla nazaj k skavtom, pa sva se tam spoznala. Krasno. Kako bi pa mogoče vsak zase opisala vajin odnos in kako se je ta razvijal skozi leta? Zdaj med vama je malo starostne razlike, kako sta mogoče to kaj začutila in kasneje tudi po poroki in še posebej po rojstvu Emanuele? Jaz bi rekla, da je takrat pač med tistim časom, ko sva se spoznala, pa tistim enem letu, ko sva potem dejansko začela hoditi, da je bilo to eno zelo pomembno leto zame, da sem malo odrasla. Jaz sem takrat končala v bistvu šele osnovno šolo, potem sem šla v srednjo šolo in potem sva midva zares začela. In se mi zdi, da sem jaz rabila tisti en preskok, da nisem bila več otrok, ampak pol, že mladostnik. Se mi pa zdi, da se je skozi leta zelo veliko razvijalo, midva sva imela že od začetka, res od začetka, zelo globoke pogovore, zelo veliko usklajevanja, in ker sva tudi vrednote najine so se razlikovale, a ne? In sva res veliko gradila na tem, da sva se veliko pogovarjala, no. Predvsem sva en tak velik korak naredila za roko, to je bilo 1 leto pred poroko. Takrat sva rekla, da zdaj je pač to, a ne? Zdaj vidva, če sva za skupaj, potem se res, mislim, sva se že prej trudila, ampak zdaj res probava delati korake v to smer, da sva potem pač zavedno skupaj, a ne? A bi ti tukaj še kaj rekel? Te bom pustila, da končam vsa obdobja, pa bom še jaz malo povedala prav.
Po poroki se mi zdi, da so se izkazali čisto eni novi izzivi potem. In sva mogla tudi se mi zdi, da sva si mogla še bolj kakor prej zavestno začeti vzeti čas za pogovor. Prej se mi zdi, da ko sva bila skupaj, je bil to, ne vem, 2 uri na dan in takrat sva potem imela čas za pogovor in sva si ga res vzela. Potem, ko sva bila kar naenkrat cele dneve skupaj, pa to ni bilo več kar samoumevno, da sva si vzela čas za pogovor, se mi zdi. Da sva opazila, da sva mogla veliko bolj delati na tem, da sva si vzela čas res za en tak globok pogovor. In to mene je to kar malo presenetilo, ker prej se mi je zdelo, saj pa imaš ful časa in potem se lahko ful veliko pogovarjaš. Ampak o zajtrku in vremenu vsak dan. Ampak ni bilo čisto tako. Pol naju je pa, v bistvu, to prihod Emanuela naju je zelo presenetil. To je štorija sama zase. Če bomo imeli cajt, lahko poveva, kako je to potekalo. Ja, pač presenetil naju je. Martin je sicer bil že zaposlen, pa tako jaz sem bila pa v 2. letniku faksa, ne. In se mi je zdelo kar zgodaj. Tako da tukaj je potem se v bistvu odprla čisto ena nova najina pot, pa mogoče ne toliko z zanositvijo, ampak potem z rojstvom Emanuele, ko sva pa res se mogla na drugačen način si vzeti čas, drugače se truditi drug za drugega. Tudi ob večerih sva midva tako utrujena, da ni več zdaj to, zdaj se bova pa usedla, pa se bova pogovarjala, ampak si morava res čas vzeti, ne? Ne še ti povedati. Še jaz. Ja, sprav, prvi mejnik v odnosu je, se pravi, jaz sem na začetku hodila, pol smo imeli miškem pavze vmes, ta prvi preskok je bil pol, ker sva drugič spet začela hoditi, ne? Že to ti pove, da sva oba šla spet v zvezo not. Takrat se, kar se v mojih očeh spremenilo, to, da je pa resno zaštartala, ne? Ideja je nekako poroka, to nek cilj. Zdaj ni nobenega pritiska, da dokaj pridem, ampak se je izkazalo, da oba rineva v to smer. Jaz sem v tistem cajtu se še zelo iskal, bi rekel tako, da sem v srednji šoli mičkeno šel ven iz verskih vod, tudi sama družba, malo to partisana, sem gotovo, da se ne počutim dobro, kjer sem. Tako da sem se takrat tudi jaz iskal. Ko sva midva resno začela hoditi, sem je še zelo drugačne poglede sva imela, in glede spolnosti in splošnega življenja, tudi ko finančno, kaj si pa vse prvoščiti, pa kaj ne, kaj luksus, kaj ni, to je bilo velikega usklajevanja. Ko sva počas sva jih razreševala, spolnost se je itak skozi pojavljala, kar pri vsakemu paru, po moje, taka velika tema. No, pa zame je bil kritični preskok iz zveze na poroko, ko sva šla na Jakobovo pot po Sloveniji, ko je speljana. Sem rekel, to bo test, če 14 dni švicava, pa smrdiva skupaj, pa se imava vsem rada, poj to. No, pa sva šla, pa sva se prvi dan užgala, mislim, krivec sem bil jaz. Bile so stvari, ki sem jih hotel pred poroko razpucati in ta Jakobova pot mi je bila tako nekaj. Zdaj moram pa povedati, kar imam za povedati. To je to. Ne. Tako da sva kuj na začetku, sem jaz dal na plan vse, da sva potem to izživela, tako da sem jo takrat s sabo prstan. Sem rekel, če to zdrživa, pa je to. Na koncu poti sva se zaročila. Še malo prej. Še malo prej. Potem je prišel naslednji izziv, stanovanje, oziroma kje sploh bova. Imava to srečo, da ima zelo močno zaledje staršev, ki so pomagali. Ja, tako da takrat smo imeli spet novo usklajevanje in sicer, kaj vse hočeva imeti, kako hočeva imeti, hočeva poiskati kar neko hišo, hočeva iti v stanovanje, vse to je bilo treba usklajevati. Sva to razrešila, sva se poročila. Po poroki, tako kot je Neža rekla, naenkrat. Najbolj nadležna stvar pri resni zvezi, ko sem bila zaročena, nisva skupaj živela in sva šla zvečer vsak na svoje. Tako da ful mi je bilo v veselje, ker sva potem lahko bila tudi ob večerji skupaj, ni se nama mudil, zdaj moram pa domov, da bom šel spat. In takrat se pa, tako kot je Neža že rekla, sva mogla pa sistematično se lotiti pogovorov, zato ko nekaj se pa ful časa skupaj, ker prej nisi toliko bil. Imamo pa to srečo, da sva v zakonski skupini, takrat še skupina za pare, tako da sva imela tudi tako malo strateško vodenje pogovorov, kar nama še zdaj ful veliko pomeni, tako da zdaj skozi to gradiva na odnosu. Prihod Emanuele se mi zdaj mičkam bolj presenetil, presenetil naj oba. Neža je malo več prilagajanja rabila, ker tudi ona je največje žrtve. Pač ne more laufati, koliko je prej, ko pride otrok.
jaz sem minimalno nekih sprememb imel za res Neža ful, tako da takrat sva pa začela tudi malo bolj tako sistemsko urnik dojemati. Ne. Po tej uri se zbudimo, rihtava Emanuelo, zvečer imava čas, tiste 2 uri zdaj treba ponucati. Ne, pa si kar reči, danes bova se pa ne pogovarjala, ne bova pa gledala filma. Prej je bilo vse spontano, zdaj sva pa malo bolj prešaltala na to, da se kar odločva. Tako da to je pa zdaj naslednji korak v najni zvezi, da sva tako dojemala stvari, kaj naj jo pa čaka, pa bomo še videli. Torej, v bistvu ste ugotovila, da je ta organizacija časa bila zdaj potrebna, dosti bolj naštudirati, kot pa mogoče prej, ko ni bilo toliko obveznosti. No. Tako da... Zdaj, ravno naslednje vprašanje, kako usklajujeta vajine različne vloge, torej stariš, partner, študentka in kako se podpirata pri teh vsakodnevnih izzivih, vi imate službo, faks, kako to v bistvu usklajujeta, da najdeta tisti čas zase? Povej na eno lestvico. Lestvica? Ja. Vrednot? Ja. Kaj pa ne? Družina? Ja. Ne? Najprej, pod prvo, kakorkoli se dogaja, družino dava na prvo mesto. Po Nežin študij, ne, zatem pa moja služba, pa se ostalo. Tako. Jaz recimo si res želim tale faks končati in res ga imam dovolj in bom vesela, ko bo konec. Ampak če to pomeni, da zaradi tega trpi moja družina ali pa da sem malo časa z Emanuelo, pa več tega ne želim. A ne? Recimo, jaz bi lahko stisnila lani pa končala 3. letnik v 1 letu, ampak sem videla, da to pomeni veliko žrtev na račun Emanuele. In sem zaradi tega recimo 3. letnik razdelila na 2 dela, a ne, ker imam to pravico kot študentska mamica. Pač sem faks zavlekla še za 1 leto, ampak meni je to pač tako pomemben, oziroma nama je to pomemben, da smo lahko več skupaj, da sem lahko več časa z Emanuelo, da pač je to potem ena žrtev. Sej ni zdaj konc sveta, pa čez 10 let mi bo čisto vseeno, sem v 5 letih ali 6 naredila faks. Ampak ne vem, zame je pa to bila kar ena taka odločitev, no. Predvsem, ker si res želim to končati. Martin mene zelo podpira pri faksu, meni to res veliko pomeni. In kakor sem rabila iti na faks, je Martin vzel frej, oziroma imava to srečo, da ima Martin tako službo, da lahko dela tudi popoldne, zvečer, ponoč, pač kadarkoli, ali pa od doma. Ne. Tako da v resnici, kar se tega tiče, nimava takih težav. Je pa tudi lažje zdaj, no, ko je šla Emanuela v vrtec, marca je šla Emanuela v vrtec in je to zelo veliko odnesel, kar se tiče pri mojemu faksu. Da ne rabim vsakič varstva iskati, kam moram jaz na faks in tako naprej. Sploh zdaj oktobra, jaz zdaj čisto zares redno začnem naprej, a ne, ker prej sem 2 leti delala 1 letnik, zdaj moram v 1 letu narediti cel letnik. Tako da ja, mislim, da nas čakajo eni izzivi to leto, ampak... Burno leto. Tako, ja. Jaz sem vsem mnenja, da je biti študent, starš ena svojevrstna prednost. Ker imaš vsem še bolj dinamičen urnik, pa ni toliko obveznega, ne, v službo ob 8, pa ne vem, ob 4 ven. Tako da načeloma jaz spodbujam to. Sva tudi na točki, kjer ni nekih finančnih težav s tem, da Neža študira, tako da po svoje sem zelo vesel, da se je zdaj že vse to odvilo, ne, rojstvo. Ima pa zdaj, ko je Emanuela v vrtcu cajt, da greva kdaj zjutraj na dejt. Ni več tako simpel, ne, on šel zvečer v kino, ne. Prvo si zmatran, sem zaspiš, a ne, pa drugo pa peč otroka moraš počuvati, ne. Tako da ima pa zdaj zjutraj cajt za to. Jaz imam tako službo, da lahko delam, kadar se mi sprdne. Jaz imam pa faks, ko se ne začne ob 8. Tako, pa to izkoristila. To so bolj tudi prednosti. Ja, sej meni se zdi, da drugače veliko prednosti študentske mamice in tudi recimo Emanuela ni rabila z 11 meseci v vrtec, a ne tako, ker pač se meni ni porodniška zaključila po 1 letu, mislim, se mi je uradno, ampak ker sem jaz 2 leti lahko delala faks, sem delala hkrati s tem, da je bila pač ona še doma, a ne, in sem šla lahko kasneje v vrtec in je bilo meni to v resnici zelo dobro, a ne, pa tudi zdaj, a ne, pač jo kakšen petek imam doma, ne, ali pa tako, se mi zdi v resnici veliko prednosti. Finance niso ene od njih, ampak, kot je rekel Martin, nimava težav tukaj, ker ima Martin dobro službo. Tako sem imela srečo, ja. Ja. Pa vama starši pomagajo pri vseh obveznostih, pri otroku, usklajujeta to tudi z njima?
so drugače zelo prijazni in zelo radi so za Emanuelo. Je pa res, da mene so moji starši imeli mladi, Martina so imeli kar mladi, mi dva imava mlada Emanuelo in ne vem, moja mama ni niti 50 še stara. A ne pomeni, da bojo še kar dolgo časa v službi do pokoja. In imajo tudi oni svoje službe. Če hočejo oni dopoldne čuvati Emanuelo, si morajo tudi oni dopust vzeti. Je pa res, da imajo vsi kakor toliko tudi prilagodljive službe in lahko vskočijo, če je kaj tazga, oziroma se vzamejo dopust. Do zdaj so še zmer, kadar je bilo res kaj kritično, ko sva rabila, se je našel en, ki je vskočil. Pa res radi vskočijo. Res radi vskočijo, pa tudi Emanuela jih ima rada. Tako da, ja. Sva pa sistematično tudi delala na tem, da se je Emanuela navadila babic pa detkov. Malo moraš pa tudi, obe strani morata priti skupaj. Oni morajo svoj cajt dati, ti moraš pa tudi urnik prilagoditi temu, da se otrok tam dobro počuti, da je dosti časa z njimi. Ja. Večkrat sem slišala pri teh mladih mamicah, da se mogoče slabo počutijo takrat, ko si vzamejo čas zase ali pa en za drugega. Kako bi to komentirala vidva? Lih prav, ker recimo danes, ko sem jo šla dati v vrtec in jaz danes recimo nimam službe, se mi je zdelo to najbolj grozno na svetu, zdaj bom njo dala, pridem sem snemat in potem pač je ne grem takoj iskat, ker pač gre pol spat, ne bom je šla vmes iskat. In se mi je zdelo najbolj grozno, mami na svetu sem, zdaj jo dam v vrtec, potem greva midva na zajtrk in potem greva snemat, in šele potem jo grem iskat, groza, Ampak je Martin tukaj precej bolj racionalen od mene. In mogoče kdaj kaj malo omili moje panične misli. Meni se pa kar zdi, da mene Emanuela pa ne bo imela. Mislim, to sploh ni racionalno, ampak tako take misli, Pa tudi se mi zdi, ta mesec je mogoče res še bolj tak, da bi jo lahko imela več doma, pa ne vem, delala bom zdaj od doma verjetno kaj, pa bi lahko bila kaj doma, Ampak hkrati se mi zdi pa pomemben, da vem, da v vrtcu je za njo tudi dober. Oktobra bo itak mogla iti v vrtec, ker bom jaz imela faks cel dan, ker bom imel Martin službo cel dan. In ona se ima lepo v vrtcu in ona zelo veliko napreduje v vrtcu. In se mi zdi, da včasih delamo škodo s tem, da bi otroka kar sam nase vezali. Pa se mi zdi pomembno, da je otrok veliko starši in se mi zdi, da vsak starš zase presodi, a je bolj, da je otrok v vrtcu ali da ga ima mogoče doma, ali pa tudi, če ga šola doma. Pač to vsak zase presodi. Ampak jaz, oziroma vidva, da se ima Emanuela zelo lepo v vrtcu. Ona ima toliko rada družbo, res jo ima toliko rada in mogoče kakšen dan pride, ko je njej teže iti v vrtec. Ampak toliko bo še takih dni, ko bo njej kaj težko, toliko bo še takih trenutkov v življenju, ko bo njej kaj težko. Pa ne, da mi ni težko ob tem, kaj njej težko, ampak hkrati se mi zdi, da ne moramo pa otroka celo življenje v vato zavijati. Da je pomembno, da tudi ji pomagam ta korak narediti, pa da ve, da sem z njo, pa da ve, da pridem po njo, pa da bom vedno tukaj. Ampak ni pa vse prijetno v življenju. Pač tako je življenje. Ne morem je celo življenje čuvati pred vsako stvarjo, ki je. Ne vem. To ni bilo čisto zdaj odgovor na to, kako si mi dva pol čas zase vzameva, ampak mogoče še to, a bi še ti kaj rekel na to, da si čas vzameva zase. Smo šli sicer naprej z vprašanjem že vmes, ampak jaz se pravim, to, da je v vrtcu, jaz vidim kot tudi en priložnost za rast odnosa. To, da je ona tam v varstvu, dober vrtec je v Montessori vrtec dala, sva si želela, da pride, je prišla top. Zdaj ima pa čas, da je tudi zjutraj in greva na ta kakšen dejt, da se vzameva to se mi zdi. Pa mi rabimo dopust na vsake neki cajt, podaljšan vikend. Tako da to sva tudi videla, da dobro vpliva na vse, tako da na 3 mesece pač gremo nekam, moramo iti, rabimo to, midva rabimo, pauze do sebe. Ja. Mogoče še to, da se mi zdi, da si velikokrat tudi rečeva, pač če sva midva dober, pol je tudi Emanuela dober, Ampak midva ne morava biti dober, če smo skozi 3. Morava tudi imeti čas v dvoje, Neža ful dobro reče, predstavljaj si, da imaš, ne vem, hočeva mi kakšnega otroka, če bo le šlo, da imaš 3 otroke, pa naenkrat gre od doma in ostaneva midva. In hočeva, da imava odnos na ravni, kjer sva lahko tudi samo midva potem skupaj in funkcionirava
pač kot zakonca, ker hitro se lahko ujameš v to, da pa sem za otrokom gledaš, pa to, pa otrok, uno, pa pozabiš pa drug na drugega in se kar malo oddališ, ampak pač imaš otroke skupno točko. Mi pa hočemo, da smo mi dva dober, da se otrok potem tudi v tem dobro počuti. Se mi zdi, da če zdaj 20 let, recimo, ali pa kolikor bojo otroci doma, ne bova delala na odnosu, potem odnosa po 20 letih pač več ne bo. In ko otroci grejo, se mi zdi, da potem lahko hitro nastane taka praznina. Se že zdaj pripravljava, strateško. Je pa res, da to si jaz moram racionalno razložiti, ker Emanuelo, ki odložim, pa potem gremo mi dva nekam. Ja, tukaj pa pride vloga moškega, ki se mi zdi, da mora reči, pač dej vstav. Vstav, tudi mi dva morava zadihati, tudi mi dva raba ta čas. Sem zato, ker ti lahko kdaj doma si pa 2 uri prebereš knjigo, bo za vse dobro, ker se boš ti dobro počutila, ker se bom jaz dobro počutil, ker boš lahko tudi, ne vem, pa ne zdaj, to ni nič seksistično, ne mislim, ampak ker lahko doma kaj zrihtaš, ker sem jaz v službi, a ne, da nimamo rastur v stanovanju, vse v bar, ampak skozi pobiraš za otrokom. Ne moreš, da si tudi vzeti, pa reči 2 uri, otrok pa iti ven, da pospravimo stanovanje, ne. In zdaj to je ena priložnost, da lahko, pa smo pol popoldne vsi skup. Tako da ampak knježama hit to, je bilo prej rečeno, slabo vest, pa jaz čutim svojo vlogo, da malo to brenzam, pa rečem, da super sva, ful se ukvarjava, daj zadihi, prosim. Da jo pokličem, rečem, a ležiš? Ne, da vleš se, prosim, za pol ure. Kaj pa je pomembno, oziroma kaj se vama zdi pomembno, da morata otroku dati? Meni se zdi, da je najbolj pomemben to, da ona čuti, da jo ima rada, oziroma da jo imava rada. Hkrati se mi zdi, kakor sem že prej rekla, se mi zdi zanjo zelo pomemben, da ona čuti, da se imava midva rada. Skoraj toliko, ali pa še bolj, ali pa enako pomemben, kakor to, da ona čuti, da jo imam jaz rada. Se mi zdi, da če to čuti, potem je vse v redu. Potem čuti to varnost, to, da bom tukaj, tudi če je težko, tudi če je tečna, tudi če se dere, jaz sem tukaj, lahko prideš do mene. In to se mi zdi najbolj pomembna stvar. Ja, ljubezen. Neko svobodo, v smislu, da ne drživa zdaj takole skozi, pa iti razišči svet, uživaj v svetu. Pa hkrati meje. Danes mogoče fali kakšna meja v tem sodobnem svetu. Tako da to se mi zdi, da je za dobro otroka, moraš tudi meje postaviti. Kar je zna biti daj težko. Recimo zdaj smo v fazi, ker ona zelo rada kriči, pa se mi če po tleh, če kaj ni po njeno. In mora biti kar ostra. Kdaj, ne? Recimo zdaj smo 2 uri jedli 1 žlico bučke. Ampak nisva popustila, pač 2 uri, ne. Ampak pa si rečeva, Neži je pa kdaj hudo zvečer, jaz sva bila preostra, nisem pa se pa opomnila, za dobro otroka je to, ne. Tudi kakšno mejo tako postaviti, tako da to se mi zdi, da je tudi še dobro. Postavljava pa meje po principu, kar sem ga slišala že od naših staršev. Oni so rekli, da stvari ne pustijo, če grejo čez mejo morale, varnosti ali pa življenja. Se pravi, se vprašava, ker nečesa ne pustiva ali pa ko nekaj pustiva, a to vpliva na njeno moralo, a vpliva na varnost, a vpliva na življenje. In če pokriva enega od teh 3 stvari, potem nečesa ne sme, oziroma pač nekaj mora, odvisno v katero smer gre. To so mene ene take fajn 3 kategorije, ki se pa lahko malo vprašam, pa si rečem, ali sem zdaj iracionalna, kaj nečesa ne pustim, ok, potem to lahko, ali sem pač racionalna in rečem, ne, pač tukaj ne moraš, ne. Ste si v bistvu poenostavila te meje. Spet, teorija praksa. Vse se loviva, vsak se lovi, tako nimaš pojma, kaj dobiš, ful je odvisen od karakterja otroka. Najna je blazno živahna, tako da smo skozi v pogonu. Eni so pa ubogljiva, eni pa sploh ne poslušajo, tako da brez veze si pametujemo vsak. Tako moraš parata, ne. Nikjer ni tiste ta prave definicije, moraš sprobati pa po svojem občutku. Važno, da uživaš skupaj. Se mi zdi pomemben, da si rad z otrokom, ne da bežiš stran od tega časa. Se mi zdi, da ful časa skupaj preživimo in da je to tisto. Neža je sploh rada, bi kar skozi imela doma, ne pa tako. Jaz zdaj pobegnem zjutraj v službo, se malo zluftati. Ampak,
Neža, poleg tega pa vi vodite še Instagram profil Študentska mama. Kako je do tega prišlo? To je v bistvu profil, ki si ga podajamo, mamice študentke. Mislim, da je bilo pred mano že 5 mamic, ki so ta profil imele in jaz sem ga prevzela, lih zdaj bo 1 leto, lani oktobra se mi zdi. V bistvu me ta punca, ki je prej imela ta profil, ni poznala, ampak ki je prišlo čisto posredno prek ene druge študentske mamice do mene, tako da sem pač potem to prevzela. Ni neke posebne zgodbe, je pa ta profil v resnici meni kar izziv. Se mi zdi, da predvsem na začetku se mi je zdelo, da moram velikokrat objaviti, da moram veliko stvari povedati. Mi je bilo ful grozen, če se mi je zdelo, da ljudje mogoče s kakšno objavo niso bili toliko zadovoljni. In je bil Martin tukaj zelo velika opora. Predvsem, je pa zdaj se mi zdi to kar malo tudi način življenja ratov. In tudi jaz sem se navadila, da ne rabim vsak dan objaviti, če se ne čutim. Cel teden ne rabim objaviti, če se ne čutim, stvari objaviti. Tako da se mi zdi, da sem malo zadihala tudi v tej vlogi. Je bil pa res kar izzivno. Večji, kot bi si mislil, voditi Instagram profil, mogoče na ven zgleda, to je neki izziv, malo posnameš, malo se pofotkaš, pa dobiš že 100 obleke. Ni čist res. V resnici vzame zelo veliko časa in zelo veliko stresa lahko tudi povzroči, zelo veliko tudi nemira. Tako. Kako pa je v bistvu ta profil nastal? So se združile študentske mame in pač z željo, da pomagajo bodočim študentskim mamam? V bistvu ne poznam točno ozadja, kako je v bistvu prišlo do tega profila. Mislim, da so bile na začetku 3 mamice skupaj in so imele Facebook profil, Instagram profil in tudi en blog na spletni strani. In predvsem na tem blogu so zelo veliko delile informacije o tem, ne vem, za katere finance lahko zaprosiš kot študentski starš, ali pa ne vem, kakšen dopust ti pripada, zdravstveno zavarovanje, bla, bla, bla. Take stvari res zelo koristne. Ampak zdaj so vse informacije tam že zbrane, tako da zdaj ni več, mislim, jaz nimam več kaj novega za povedati. Včasih dobim kakšno vprašanje, ampak ni pa tako, da bi zdaj lahko celo znanost pisala o tem, kaj lahko kot študent starš dobiš. Tako da v bistvu tako je prišlo do tega, je pa zdaj res, jaz sem več ali manj aktivna na Instagramu, drugi v bistvu sploh še nisem bila, pa tudi mamica pred mano je bila samo na Instagramu. Se pa sicer jaz vedno bolj nagibam k temu, da bi mogoče tudi kakšen blog napisala, ko so ga mamice začele in je lepa spletna stran in se mi zdi škoda, da bi se to malo, da bi šlo v nočno. Kako pa v bistvu ocenjuješ nišo Instagram mamic in kje vidiš njihove prednosti in slabosti? Mogoče ne toliko študentska mama, ampak nasploh mamice z majhnimi otroki in na temo izpostavljanja, na temo deljenja otroka, vključevanja otroka v objave, mnenje vajno. Meni se zdi, da je tega zdaj zelo veliko. Da bi kar vsaka mamica pač bila zdaj Instagram mamica, influencerka in tako naprej. In se mi zdi, da je v poplavi tega zelo težko najti kakšen kvaliteten profil. Meni se zdi malo škoda, da si Instagram mamica, pa dobiš followerje s tem, da pač fotkaš svojega otroka in ga dajaš na storije. Nimam nič proti temu, da mamice fotkajo svoje otroke, pa jih objavljajo, pač naj se vsak odloči zase. Tudi jaz zdaj dam kakšno fotografijo Emanuele, ampak se trudim, da to ni pač fotografija Lučkana, si želim zdaj pač followerje, ampak je neka vsebinska fotografija. Ne vem, nekam smo šli, pa smo se skupaj fotografirali, ali pa, ne vem, napišem o odvajanju od Dude, pa je pač Emanuela tudi na fotografiji, ker pač se ona odvaja od Dude, ne? Ni pa zdaj tako, da bi njo fotkala, zato ker pač je Luškana oziroma pride zelo redko do tega. Ampak to je moj pogled, a ne? Kakor sem pa rekla, se mi pa zdi, da je zelo veliko tega, da bi vsaka to bila. Hkrati pa opažam tudi, da veliko mamic bi to bilo, pa si naredi profil, pa potem po kakšnem mesecu, 2 počasi odneha. Kakor sem rekla prej, to ni kar tako. Ni kar tako voditi profila, ker je lahko zelo, zelo težko za samozavest. A ne, ti misliš, da boš prišel tja po fotko svojega otroka, ne vem, par nasvetov delil, pa dobil 1000 sledilcev, ne gre to tako, a ne, prideta 2. Ali pa jih 10 gre, a ne, in je lahko to zelo, zelo, zelo težko. Zdaj se mi zdi Instagram, mogoče še vedno v naših glavah dojemamo, kakor da je neki
nekaj, kar ni del naših življenj, ampak je posebej, ampak v resnici ni res. Zelo velik del naših življenj se že seli na socialna omrežja in se mi zdi, da zato lahko to zelo vpliva na naše življenje. Ne samo Instagram, ampak no, ti nimaš. Ja, sem izbrisal. Ja, ker to vpliva. Zato se mi zdi, da je res težko najti kvalitetne profile, pač profile z dobro vsebino. Jaz jih imam nekaj in mislim, da resno sledim ali pa spremljam samo take profile, no? Ker se mi zdi, da dajo nekaj več. Ene mamice recimo, ki dajo tudi svoje znanje, ki govorijo tudi o svoji službi, o svojem delu in take stvari so mi pa blizu. No? Tako. Me ne moti, če so zraven vključeni tudi otroci ali pa če delijo nasvete, kako, ne vem, odvajajo svoje otroke od pleničke, ampak zdi se mi, da je pomembno, da se da nekaj več. No? Kako pa je to recimo vplivalo na vajin dan, na vajina recimo potovanje? Zdaj sem videla, da sta bila v Budimpešti in sta tudi nekaj drobcev delila. Kako v bistvu vpliva to, da še moraš nekaj posneti, da vidim, da se smete? Ja, mene kdaj kar kdo govori, kako ste se imeli tam? Nisem se še v enem letu uspel navaditi, da ima neža Instagram profil, pa da ljudje vejo, kje smo bili, veš, ker se pašem, pa kako veš, da sem bil v Terme Olimije, ne? Ja, jaz sem drugače kar zelo slaba pri tem, da fotkam stvari. Res mi to ne gre in pol nimam kvalitetnih slik in mi je to kar malo težko, ker jaz, ne vem, tudi zdaj smo bili na potovanju in sem puščala telefon pač ne vem, v avtodomu in pol sem se zavedala sred izleta dnevnega, da jaz zdaj več ne bom imela fotk in pol ne bom več objaviti in pol, no, v glavnem. Tako da je bil kar Martin malo zadolžen za fotografiranje. Jaz sem rekla, naj malo pofotka dan in ni v bistvu toliko zelo vplival zdaj. Pol zvečer sem si jaz včasih oziroma recimo na 2 dni vzela 15 minut pa ure, da sem malo povedala, kje smo ali pa kaj se dogaja. En dan mogoče malo več, ker sem še odgovarjala na vprašanja glede tega potovanja. Drugače pa ni bilo zdaj tako, da bi nekaj ful vplivala. Ne. Imaš to težavo, da jaz ne maram se slikati, pa ne da se mi slikati. Sama si se zdaj že navadil. Ja, jaz s sabo imam telefon, ker neža mora skozi vedeti, koliko je ura, tako da jaz ga imam skozi v žepu, da poročam, koliko je ura, pa tudi slikam. Ne, ne prodira za to najno zasebno življenje, zato ker je zelo selektivno slikava, pa kaj deliva, pa tudi praviloma, da kar se golote tiče otroka na slikah, tako da to se zelo pazva. Drugače pa je dobro, če kaj tazga počnemo posnameva, velikrat imamo za interno rabo, če kaj tazga, da bom vsebinsko pa polneža še podelito na Instagramu. Pa moram jaz obvezno storije zvečer pogledati, pa pohvaliti, ampak tako, no. Ja, sem hotel te pohvaliti, da se mi zdi, da lahko veliko daš, pa da si veliko že dala, tako da tudi zato to podpiram. Ta Instagram profil, ker se mi zdi, da lahko neža del sebe, da zdaj v to not, pa drugemu pomaga. Se nimava to zato, da bo zdaj zaslužila ali pa karkoli daleč od tega, ampak si rečem, lej, če naj je že to doletel, pa dajva povedati, kako lepo je lahko tako življenje, pa kakšni vsi izzivi zraven pridejo. In to, kar je gor, se mi zdi, da je iskreno objavljeno, tako da sem zelo vesel, da neža ima ta profil, kam je to neko poslanstvo, no, po svoje, ki ga fura. Je pa meni pomembno, recimo, da objavljam zvečer ali pa ne vem, čez dan, ko grem Manuela spat. Mi ni do tega, da recimo fotkam nekaj, pa potem na hitro objavim. Si želim, da pač čez dan recimo fotografiramo ali pa tako in potem zvečer ali pa, ko grem Manuela spat, potem takrat objavim stvari. No. Si ne želim, da bi skozi bila na telefonu pa skozi ažurna na Instagramu. Malo se tudi pazva zaradi vzgoje. Zaenkrat, če nisem bila na točki, kjer bi dala televizijo gledati, ker bi bila toliko zmatrana, pa ne vedela kaj, tako da pa se tudi pri telefonih malo pazva, da nismo zraven ni skozi na telefonu, ko se hitro lahko jameš ta cikl dan danes. Se to imata prav naredo, da raje zvečer ali pa tisti čas, ko pač niste skupaj, da se objavi, ker bolj lahko tudi bolj kvalitetno izpade vse skupaj, pa da se lahko temu posvetiš. Zdaj bi se pa še malo dotaknila tega prednosti in slabosti študentske mame. Kaj bi mogoče izpostavila, da vidiš kot prednost, da se počutiš, da je prednost in kaj bi pa mogoče bila slabost? Se pravi študentske mame, ne profila. Tako, ne? Ja, ne profila. Meni se zdi ena velika prednost pač ta svoboda, ki jo imam, da lahko
sem kakšen dan doma, pa pospravim, da lahko kakšen dan imam Emanuelo doma, ne rabimo službo, da lahko gremo na dopust, kadar pač se nam zdi, sej dobro, imamo obvezne vaje, imamo obvezne seminarje, ampak vsem se mi zdi, da je več svobode, kot v službi, ki imaš tistih 20 dni dopusta, pa konca. Dvojni boni so prednost. Jaz imam dvojne bone, odkar sem rodila, tako da greva lahko z Martinom na kosilo in je v resnici to ful pocen pol. Svoj vrstni izziv je trenutno stanje študentskih bonov v Ljubljani, ampak... Dobro. Kaj bi še rekla, da je prednost taka večja? Mlada si, ja, energijo imaš, vi vstajate ob 2 zjutraj, pri 40, ni tako simpel, ne? Kdaj, če ne zdaj. In zdaj lahko, pa tudi zjutraj pol pospiš, preden se ti fakt začne lahko, če je treba. Ja. Kaj je slabost, ampak mogoče v naši družini tudi ne so pač finance. Mi sicer tega ne čutimo tako, ker je Martin vseeno zaposlen v dobri službi, ampak je to ena taka težka stvar, če sta recimo oba študenta ali pa če ima nekdo slabšo plačo. To se mi zdi, da je lahko zelo težko, ker tudi ta pomoč od države ni zdaj to neki bajno, da bi nadomestili še eno plačo ali pa tako. Hkrati pa ti ne moreš delati prek študenta, ker si dopoldne na faksu, popoldne pa ne moreš iti delati, ker popoldne imaš pa otroka. Ni tako, da bi ti lahko služil zraven. Poleg tega imaš otroka, ki če zboli in imaš ti študentsko delo, pač nimaš bolniške. Zdaj pač te ni in pač nisi plačan. To sem jaz recimo začutila zdaj julija, ko sem delala. In je Emanuela zbolela. Pomenilo je to, da sem bila jaz potem 3 dni z njo doma, ampak hkrati tudi potem v četrtek pa petek nisem mogla delati, ker so me zamenjali, logično, ker so rabili nekoga drugega, pomeni, da mi je šel cel teden tega, da bi jaz lahko delala. Zaradi tega, ker je bila ona bolana, potem so me pa pač še zamenjali, se jih razumem. Ampak to pomeni zame, da jaz nisem dobila nobenega nadomestila za tisti teden finančnega. Pa jaz tudi ne smem vzeti, jaz ne smem bolniške vzeti, oziroma nege, zato ker tisti, ki manj dela, mora obvezno vzeti nego. To je tako, pa ne sva se velikokrat pogovarjala, ti dobiš sicer tudi kot študentka in je že dobivala neko, ni porodniška, ampak je kaj starševski nadomestilo, nekako tako, koliko 420 € je bilo, pa zginem po enem letu to in ti kot študent zdaj ostaneš brez. Delati pa še vedno ne morem, ker pač imam faksa. Mislim, lahko delam, samo to bi v praksi pomenilo, da delam, ne vem, da sem 6 ur na faksu, pa delam 4 ure, pa mi gre cel dan in nisem nič za Emanuelo. V praksi to pomeni, pač ne gre. Tudi potem, ko je izpitno obdobje, ne morem delati, takrat se moram učiti, ker pomeni, da se lahko učim dopoldne, ker potem pa Emanuela popoldne pride domov. Izpitna so svoj vrstni zalogaj. Ja, je pa drug nivo dobijo izpitna. Že tako, saj vsi študenti vejo, kako je, ko prije izpitno. Zdaj pa imaš ti manevrski prostor sem dopoldne, ker popoldne prije otrok domov. Pa okoli skače, pa hoče, da se z njim ukvarjaš. Jaz recimo zdaj ne vem, kako bom. Letos, mislim, da sem imela na 2 leti razdeljenje, je bilo lažje, ker sem v resnici izpite za 1 leto opravljala v 2 letih in sem si jih pač razdelila. Letos pa ne vem. Mislim, me je kar malo strah, kako bo to šlo. Ja, pa dodaj še to, da bi mogla delati, če jaz ne bi v službi. Tako, je res tako težko po mojem, če sta oba študenta ali pa če plača ni tako dobra ali pa mogoče, če nimaš pomoči od staršev. Nisem čisto ziher, kako to deluje. Jaz bi zdaj to izkoristil, če glih to snemamo, to je ena stvar, ki se nam zdi, se tudi pogovarjala, če Neža kdaj aktivno to bolj izpostavlja, pa ki je povedala, ki ima malo več dometa, zdaj, ki ima profil. To področje, kar se meni tiče, se lahko malo bolj uredilo. Če država gre v smer, da hočemo malo večji prirast, malo treba asistirati. In zdaj študentske mame je zelo mehen nabor ljudi, ki so tukaj, ampak meni se zdi zelo neurejeno področje. Tudi študijsko gledano, vse tako mehko, tako siva cona, imaš ugodnosti, pa nimaš nič v resnici. Vse se da zmeniti, pa nič, ker ni obvezno za profesorja, da se ti prilagodi, če želi. A obstajajo kakšne študentske organizacije, ustanove, zavodi, ki na tem področju delajo in pomagajo? Jaz poznam organizacijo Študentski tolar. Oni pomagajo recimo študentskim družinam. Mislim, da imajo enkrat na pol leta razpis, ali enkrat na leto, mislim, da na pol leta, razpis za študentske družine in se pač lahko študentske družine prijavijo. Študentska družina je pač družina z enim študentskim staršem, ni potrebno, da sta oba.
Potem pa oni od teh študentskih družin jih zberejo 10, tistih, ki pač imajo najslabše finance in vsaka dobi 500 evrov. Zdaj ni to ne vem kakšen denar, ampak si pa predstavljam, da z majhnimi financami to lahko pomaga. Drugo pa ne poznam, da bi se kdo kakorkoli aktivno s tem ukvarjal. No, jaz še nisem slišala. Mogoče se, ampak jaz nisem slišala, pa si mislim, da verjetno bi, če bi bilo. Če brabla, ne, nisva se nikoli rabila, ni bilo Je pa res, da se nikoli nisva toliko angažirala, ker pač, kakor sva rekla, midva nimava s tem velikih težav. Kako bi pa rekla, da te je ta izkušnja študentske mame oblikovala kot osebo in vaju kot par? Zelo. Meni se zdi, da me je prihod Emanuele najbolj oblikoval od vseh stvari, ki so se mi zgodile v življenju. Se mi zdi, da zelo lahko rastem z njo, da zbuja zelo veliko enih, ne vem, enih občutkov močnih, takih negativnih prvenim, pa sem pozitivnih, veliko pozitivnih, pa tudi negativnih. No? Pa ne ona, ampak mogoče kakšno njeno obnašanje ali pa kakšna poteza, ki jo naredim, prepoznavam kakšne stvari pri sebi in se zelo prečiščujem, zelo, kot smo rekli, zelo rastem. Jaz sem v splošnem zelo nepotrpežljiva oseba in je tukaj ena taka velika priložnost za rast z njo. Ali pa za to, da mirno odreagiram, ali pa za to, da ne vem, ne začnem paničariti takrat, kadar se nečesa ustrašam, ker moram moram biti mirna, kadar je ona zraven. Tako da jaz vidim, da me to zelo, zelo oblikovalo in me še oblikuje in mislim, da se bom brusila še zelo dolgo ob njej ali pa pač zavedno. Res je tudi taka, zelo sva si podobni po karakterju in zelo sva obe dve taki živahni, kolerični in mislim, da bo še velik izziv biti njena mamica, hkrati mi je pa toliko prisrčna, toliko mi ima dober karakter in toliko uživam ob njej, toliko se učim od nje. Se mi zdi, da je včasih toliko bolj pogumna, kot jaz v kakšnih situacijah. In jaz tudi rečem, Martinu, jaz si želim, da bi jaz imela tak karakter, kot ona. Ne? In me je res me je zelo oblikovala. Tako mi je zanimivo, kako me lahko nekdo tako majhen toliko oblikuje ali pa toliko veliko uči. Ampak res uči. Ne rečem to, ker tako lepo zveni, res me uči. Ja, poln je dan. Pa Neža in Emanuela čutita na 100%. Ko jokata na polno, ko se smita na polno. Ne. Ta ženstvenost je zelo, hormoni žgejo na polno. Pa se skrat malo mirim, počasi punci. Ja, ti si mogla sploh velik, ti si sploh velik korak naredila naprej, ker tudi Mičken je prehtel prihod otroka. Pa si tudi čez to mogla čez priti, zdaj si pač mami, a ne, ni drugega. Vidim, da rastem tudi v samozavesti. Mene je pač, kot sva že rekla, zelo presenetil ta prihod in jaz sem se čist nekompetentno počutila za to, da sem mamica, sploh pa mamica toliko živahni punčki. In se mi je zdelo prve pol leta, da kogarkoli je kdo rekel, da nekaj ni v redu, ali pa je sam namignil, da mogoče nekaj ne delam narobe, se meni zdel konec sveta in grozen. In se mi zdi, da sem se prav učila, pa še vedno se učim, da se postavim na noge in da povem, kako se meni zdi in kaj se meni zdi prav in da res stojim za tem, kar rečem, ali pa naredim. Ja, pa ženske ste polne hormonov na začetku zelo, ne. Mogoče zveni ful trivialen problem, sem na tisti točki te to čist prevzame in to, da nekdo nekaj reče in da se ti počutiš ne najboljši starš, grozen občutek, drugače sem. Moraš priti čez to, pa si reči, pač delam najboljš za otroka, kot jaz mislim, ne, sej povej svoje mnenje, ampak, lej, vsem bom, ne, kolikor sem jaz. Ampak je treba priti do tega. Ja, jaz se to še vedno učim. Ja. Krasno vaju poslušati. Kaj bi pa rekla, kakšen nasvet bi morda dala bodočim mamicam in očetom, mogoče ti pove za mamico, pa za očeta, da bodo mogoče malo bolj mirno šli čez to, z malo več upanja, vere. Jaz bi rekla, da se res ne bati. Res se mi zdi, da je prihod otroka res ena velika stvar, ampak tudi zelo milostna stvar. In se mi zdi, da če nam je v varstvo zaupano ena taka velika stvar, jaz mislim, da to, da
pač dobiš otroka, to ni samoumevno. In se mi zdi, da če ni tukaj božje previdnosti, potem tega otroka ne bi bilo. Se mi zdi, da če si midva želiva otroka, to še ni dost. Mora biti tudi ena božja milost tukaj zraven, da ta otrok pride. In pol se mi zdi, to sem si tudi pri Emanueli večkrat rekla, če si je Bog zdaj želel, da pride Emanuela, midva tega nisva načrtovala, ampak pol sva pripravljena. In hkrati tudi, če bi midva mislila, da sva pripravljena in potem pač ta otroček pride, pol sva res pripravljena na to. In mislim, da bova zmožna tega in bo zmožen vsak starš, ki ga še to čaka, vsaka mamica. Hkrati se mi zdi, da zna biti zelo težko, ampak res vse mine. To je pa čisto praktično. Meni se je zdelo vedno v vsakem težkem trenutku, da to bo pa zdaj zavedno, da zdaj ne bomo dobro spali še nadaljne 10 let ali pa da ne bo hotela jesti še 3 leta, ampak res vse mine in sem se naučila, ali pa ne, mogoče, da če imamo neko obdobje, pač traja 2 tedna, 1 mesec, pa mine. Sem zobje skozi raste, to pa skozi raste. In tudi se mi zdi, da je kdaj fajn kaj izročati, pa da je fajn povedati stvari na glas, pa mogoče tudi na glas jokati, ne pa držati osebno, če je pač priložnost. Jaz bi sem težko prevedel v naporno. Mogoče to bolj pridevnik. Da naporno mine, ni da plod kot težko. No se to sem mislila, Meni je ful dobro. Jaz sem sam sebe presenetil, ko sem zvedel, da bo dobila otroka. Koliko spontano mi je šlo. Ker se vedno si rečem, pa kaj je moj dolgoročni plan? Mi družino, pa tukaj sem zdaj. To je to, da uživi ta trenutek. Dobro, pozabi na spanje in to se pravi, ampak tako je. Ne vem, odvisno tudi spet od otroka, ampak tako je. Meni je ful dobro, zato ker kot moški jaz bi lahko vsak dan imel isto rutino, isto šel spat, isto stal, isto delo v službi, pa bi čisto zadovoljen, pa bi do konca življenja to delo. Tako se pa v življenje s prihodom otroka, pa tako s poroko vnese ena pestrost. In se mi zdi, da jo moraš sprejeti z odprtimi rokami, pa biti prisoten, ker ti ful da. Enega veselja, tako, ko pomisliš, česa se spomniš, veliko spominov je zdaj, od otroka prišlo. In mislim, da se stvari uredijo z malo zaupanjem, pa ne zdaj to kot nek radikalni verski pogled pa komentar vzeti, ampak res se mi zdi, da imaš toliko ljudi okoli sebe, ki so pripravljeni tudi skočiti, ki se kaj zatakne, pa ki s tabo tudi delijo veselje ob napredkih otroka in tako, ko prvič spregovori pa shod, pač to moraš doživeti, ne moreš pojasniti tega. In tudi, ko čisto drugače čutiš svet, pa tudi jaz zdaj kot moški zelo tako previdno malo tudi gledam, kam bom pustil punce, kam ne, ali že z kakšen čuden tam okoli potika, ta moškost ven ožge. In se mi zdi, da nam očetom tudi pihne na dušo to, kar lahko to varnost zagotavljaš. Jaz se ful tako izpopolnjeno čutim, da lahko poskrbim za punci. Tako da meni je ful dobro biti starš. Ful naporno, ne bom rekel, da ne, ampak ful dobro. Neža in Martin, najlepša hvala za ta krasen, iskren in pristen pogovor. Želim vam vsega dobrega, pa ostanite še naprej tako super. Hvala. Hvala za vabilo. Vi, dragi gledalci pa poslušalci, hvala, da ste bili z nami. Spremljajte še nas naprej na našem Instagram in Facebook profilu Reflektor.